Mary prihaja iz razvite države iz ZDA, Shrestha pa iz nerazvite Indije. Maryjina družina živi v veliki hiši, ki za hlajenje in ogrevanje porabi ogromno električne energije. Imajo 3 velike avtomobile, na počitnice se pogosto odpravijo z letalom. V trgovini marsikdaj kupijo tudi stvari, ki jih sploh ne potrebujejo. Z vsem tem ustvarjajo veliko odpadkov, ki so vir onesnaževanja. Shreshtina družina pa stanuje v skromni hiši, uporablja javni prevoz in vso hrano pridela doma. Življenjski slog Maryjine družine torej veliko bolj onesnažuje okolje kot preprostejše življenje Shreshtine družine. Še bolj kot način življenja pa naš planet onesnažujejo tovarne in elektrarne na premog. V ZDA in drugih razvitih državah veljajo strogi okoljevarstveni predpisi, v skladu s katerimi tovarne ne smejo spuščati veliko toplogrednih plinov in imajo na primer vgrajene filtre. Vse to veliko stane. V Shreshtini domovini Indiji pa strogi okoljevarstveni predpisi ne veljajo. Zato mnoge razvite države svoje tovarne selijo tja, ker jim tam ni treba upoštevati strogih okoljevarstvenih kriterijev, so namreč cenejše. Torej, koliko posamezna država onesnažuje okolje, je odvisno od števila prebivalcev in od njihovega življenjskega sloga. Na onesnaženost vplivajo tudi predpisi, ki omejujejo izpuste toplogrednih plinov. Ti v nekaterih državah veljajo, v drugih pa ne.